Spregovorila bom predvsem o temah, s katerimi se sama ukvarjam in pri katerih sem prav vpletena tudi osebno v delo parlamenta. Zagotovo je eno od teh mojih področij jedrska varnost in žal mi je pravzaprav, da je to zopet tema, ki je izbruhnila po dogodkih na Japonskem. Na Japonskem se je namreč zgodila huda naravna nesreča in kot posledica te naravne nesreče potem še jedrska nesreča v eni od elektrarn. Vse druge elektrarne so bile varno zaustavljene. No, Evropski parlament je razpravljal o tej nesreči že na svojem mini plenarnem zasedanju pred 14 dnevi v Bruslju in takrat je bilo tudi dogovorjeno, da bomo skupaj pripravili tudi resolucijo ter opravili ponovno razpravo, ki bo potekala naslednji teden. Moram reči, da o tej temi razpravljamo tudi vedno, kadar je na dnevnem redu razprava povezana z delom sveta, ker se tudi ministri niti premierji niso mogli tej temi izogniti, tako pomembna je. Postopek poteka na tak način, da smo ta teden pripravili resolucije v političnih skupinah. Naslednji teden pa bodo predstavniki političnih skupin staknili glave in poskušali pripraviti neko skupno resolucijo, ki bo sprejemljiva za čim več političnih skupin in bo potem tudi sprejeta na plenarnem zasedanju. No, naša usmeritev Evropskih ljudskih strank pri pripravi resolucije je bila predvsem ta, da smo se trudili, da ne bi zabredli v neko ideološko razpravo in da niti ne bi poskušali odgovarjati jedrska energija da ali ne, ampak da bi predvsem realno ocenili, kaj se je možno naučiti iz jedrske nesreče na Japonskem. To je tudi pravzaprav dobra praksa v primeru ne samo jedrskih nesreč, ampak tudi raznih manjših dogodkov, ki jih imenujemo recimo nezgodni dogodki, ki se zmeraj analizirajo in potem se v medsebojni praksi izmenjajo informacije in opravijo modifikacije. No, na evropskem nivoju je kot posledica te nesreče dozorelo spoznanje, da potrebujemo skupne evropske jedrske standarde, ki so močnejši od doslej veljavnih v tako imenovani varnostni direktivi. Ta jedrska varnostna direktiva je bila sprejeta leta 2009 in že takrat je Evropski parlament predlagal, da se merila, kriteriji varnosti v sami direktivi natančneje določijo. Žal pa Evropski parlament na jedrskem področju nima moči soodločanja, nima pristojnosti soodločanja, temveč le posvetovanja in ministri držav članic našega mnenja niso poštevali. Če bi ga, bi bili sedaj mnogo bližje tem skupnim evropskim jedrskim varnostnim standardom. No, seveda smo premleli tudi idejo o stresnih testih. Stresni testi pravzaprav niso tisto, kar se je na začetku predstavljalo, to niso neki novi testi, kajti dobra praksa na tem področju velja, da zato, da jedrski objekt sploh lahko deluje, mora imeti opravljene varnostne analize, ki obsegajo tudi tako imenovane zunanje dogodke, ki vključujejo potrese, cunamije in še marsikaj drugega. Tisto, kar bodo ti stresni testi vključevali, bodo neka enotna merila in zahteve, ki jim bodo morale jedrske elektrarne ustrezati. In to je treba zdaj definirati in to poteka na nivoju evropskih regulatornih organov in najavljeno je bilo, da bi naj bili ti stresni testi opravljeni že v teku tega leta. V naši politični skupini smo v resoluciji še dodali zahtevo, da če se bo izkazalo, da določena jedrska elektrarna ne izpolnjuje kriterijev teh stresnih testov, potem morajo slediti takojšnji ukrepi. Se pravi, ali takoj modifikacija in dvig nivoja varnosti, ali pa se elektrarna zaustavi.
Hkrati smo poudarili tudi pomen celotnega tega koncepta zagotavljanja varnosti, ki ga zagotovo ne moremo odpraviti samo s temi stresnimi testi, ampak morajo države zagotoviti ustrezen zakonodajni okvir, morajo zagotoviti ustrezno skrb za zadostne človeške in finančne vire. Pa še eno stvar smo poudarili, ki je izredno pomembna. Pri zagotavljanju jedrske varnosti igrajo izredno pomembno vlogo regulatorni organi. Ti morajo biti res strokovno močni in pa neodvisni, da lahko zagotovijo ustrezen nivo jedrske varnosti. In ravno to zgleda, da je bila ena od šibkih točk v tem japonskem primeru. No, hkrati smo pa v resolucijo vključili tudi zahtevo, da se moramo potruditi, da bo čim prej vzpostavljena ustrezna energetska infrastruktura, prenosna infrastruktura. To je tisto, kar je pa pravzaprav že zgodba, ki sodi tudi k enotnem energetskem trgu. Da bo trg deloval, moramo imeti zadostno kapaciteto pri infrastrukturi in da ne bo blackoutov, se pravi izpadov električne energije, moramo imeti tudi zadostno infrastrukturo in to je bil prav ta izpad električne energije je bil eden od vzrokov, da se je v elektrarni Fukushima dogaja to, kar se. Toliko v tej resoluciji. Potem bi pa omenila še dva dogodka, s katerima se bom ukvarjala in sta bolj prijetne narave. Eno je, da dobim obisk fakultete za logistiko iz Celja. Prišli si bodo ogledati, študentje si bodo prišli ogledati delovanje Evropskega parlamenta in z njimi tudi se bom srečala. No, potem je še pa ena stvar in sicer sem z skupino kolegov v Evropskem parlamentu vložila pisno deklaracijo, v kateri podpiramo gibanje, ki se je v Sloveniji zelo uveljavilo z akcijo Očistimo Slovenijo v enem dnevu. To je neko gibanje, ki se ga pri nas udeležuje Društvo ekologi brez meja in se je začelo v Estoniji, no potem pa mu je uspešno sledilo več držav članic Evropske unije. Slovenija je bila pa tista, kjer je društvo doseglo najvišji delež ljudi, ki so sodelovali v čistilni akciji. Ambicije so zelo velike. To gibanje si namreč želi leta 2012 krepko prestopiti evropske meje in organizirati tako čistilno akcijo, kar globalno, tako da imajo že recimo povezave z Indijo, mislim, da tudi Kitajsko, zdaj trenutno so osredotočeni na balkanske države. No, tisto, kar pa mi lahko naredimo v Evropskem parlamentu, pa je, da jim pomagamo z osveščanjem naših kolegov, ki so seveda mnenjski voditelji v svojih državah in na tak način se potem informacija o tem širi. Tako da smo pripravili neko pisno deklaracijo, kjer osveščamo svoje kolege in kjer tudi Evropsko komisijo pozivamo, naj pripravi neko karto, kjer bi bila označena vsa ilegalna odlagališča in jo javno objavi na internetu, tako da bi tudi ta inštrument omogočil lažjo izvedbo te akcije v Evropski uniji. Iz Slovenije pridejo 4 predstavniki naslednji teden na moje povabilo v Strasbourg in bodo pomagali s promocijo. 2 predstavnika gibanja pa bodo gostili moji kolegi. Če bomo z akcijo uspeli, se pravi, da bomo dobili več kot polovico podpisov več kot polovica mojih kolegov, potem se razdeli po vseh inštitucijah in pa predvsem se mi zdi pomembno, da se obvesti vse parlamente v državah članicah in to se mi zdi tisto najbolj močno orodje. Moja kolegica Tanja Fajon je bila med prvimi podpisnicami, zato se ji tudi na tem mestu zahvaljujem za podporo. Sem poročevalka za 2 poročili. Eno je poročilo o varnem odlaganju jedrskih odpadkov in razgradnji elektrarn.
kar je zelo pomembno tudi pravzaprav in povezano z resolucijo in z nesrečo na Japonskem, ker verjetno ste opazili, da je kar nekaj težav povezanih z lokacijo bazenov za izrabljeno gorivo v jedrski elektrarni Fukushima Daiichi. No, pripravila sem amandmaje na direktivo, ki jo je pripravila Evropska komisija, in tu sem predlagala predvsem, da se poostrijo zahteve, ki so bile predlagane strani komisije, predvsem glede zagotavljanja ustreznih finančnih virov za odlaganje radioaktivnih odpadkov in razgradnjo jedrskih elektrarn, potem, da je več zahtev glede zagotavljanja ustreznih človeških virov, se pravi kadrov, in pa nekaj sprememb je tudi v povezavi s tem, kako naj bi bili odloženi visoko radioaktivni odpadki. Naslednji teden bomo imeli obravnavo o mojih predlaganih amandmajih, naslednji teden je tudi rok za amandmaje, ki jih lahko vložijo moji kolegi, nato pa bomo v poročilu glasovali 9. maja v odboru. In pa na svojem 2. junijskem zasedanju, plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta. Hkrati sem tudi poročevalka odbora ITRE pri poročilu, v katerem obravnavamo ostrejše podnebne zahteve Evropske unije. To se pravi, ali naj svoje cilje zvišamo in do leta 2020 znižamo izpuste za več kot 20%. Tu sem že dobila na poročilo predloge svojih kolegov iz odbora, 186 amandmajev je, kar pomeni, da je poročilo kar dobro pripravljeno, to je malo amandmajev. Moj kolega, ki pripravlja poročilo v odboru ENVI, ima tam okrog 450 amandmajev, tako da mislim, da bomo potrebovali pa kar nekaj časa, da bomo našli neko skupen konsens o tem, v katero smer naj bi potem se odločil celotni Evropski parlament. To poročilo še časovnica ni tako točno določena, ampak pričakujem, da bomo o njem glasovali kar do konca prve polovice tega leta.